Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Še vedno ste v družbi Radia Kaos. Iniciativa Solza, ki je na spletni strani solza.info začela zbirati podpise nasprotovanja povišanju cen vrtcev, je konec preteklega tedna v središču Ljubljane postavila stojnico za zbiranje podpisov, vendar je mestna inšpekcija stojnico odstranila. Bojde zato, ker pri iniciativi niso imeli dovoljenja. Župan Zoran Janković je o tem danes dejal. Zelo preprosto, za vse velja isto. Ko zaprosijo dovoljenje dobijo in potem postavljajo stojnice. Predtem na svojo roko ne sme nihče nič narediti. Torej, če trdijo, ne dokaže, ne pokaže dovoljenja s tem datumom, ki so imeli stojnice na Prešernovem trgu. Iniciativa, ki jo podpira društvo Ivana Cankarja, ki je vsaj preko posameznikov povezana s stranko SDS, njegov predsednik je denimo Janez Moškrič, mestni svetnik iz vrst SDS, zatrjuje, da je vlogo pravočasno oddalo, kar dokazuje s kopijami plačilnih nalogov, da pa jim na mestni upravi dovoljenje niso hoteli ali mogli izdati. Predstavniki društva pri tem niso želeli nastopiti pred kamero, je pa zato o razlogih za nasprotovanje povišanja cen vrtcev ena od podpisnic peticije povedala. Definitivno, da če imaš enega otroka, še občutiš, glede na to, da so tudi starši, ki imajo po 2 otroka ali pa celo več, je to za njihov proračun zelo preveč. Ker enostavno so danes tako visoke cene za preživetje, da je zelo hudo. Načelnica za predšolsko vzgojo Marija Fapšič pa odgovarja. S 1. januarjem začel polno veljati pravilnik o metodologiji za določanje cen programov v vrtcih, ki natančno določa, da morajo vse občine uskladiti cene v vrtcih s pravilnikom o metodologiji. Ta pravilnik izdaja Ministrstvo za šolstvo in šport in v Ljubljani smo ta pravilnik spoštovali. Z drugimi besedami, mestna uprava zagotavlja, da je vrtce podražila zato, ker ji je tako naložila država. Župan Janković pa dodaja, da razume pobudo, ki jo doslej po podatkih spletne strani podpisalo nekaj več kot 2400 ljudi. Toda tudi jaz sem srečal vrtce. Sam pol gospodju SDS-u ne grejo k svojemu šefu in predsedniku vlade in ne vrne 6 milijonov evrov, pa takoj zagotavljam, da bomo dali dodatno subvencijo mestne občine Ljubljana. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov-Pitenc.